Veliko boja na tekmi, v kateri ste pravzaprav res izjemno prevladovali, ampak dolgo iskali ta drugi gol. Na koncu je pripeljalo do te mirne končnice, kaj ne? Ja, seveda, mislim, strinjam bi se, tekma je bila res trda, veliko je bilo duelov, visokih, dolgih žog, tako da treba je bilo s tem to pač podelati, ne? In prevzeti nekako pobudo, da ustvarimo na stil igre, to nam je tudi nekako uspelo in hvala Bogu, da smo zadeli tiste 2 zadetka, da smo pripeljali tekmo do konca. Kako težke so takšne tekme, ko je pravzaprav samoumevno, da morate zmagati? Ja, mislim, da je bil dan skrb, se je čutil malo pritisk. Glede na to, da smo do zdaj naredili res dobre rezultate, so nekako ljudje pričakovali, da bo to enostavna zmaga, ampak temu ni tako v nogometu. Mislim, da se za vsako tekmo moraš isto pripraviti, isto potruditi in veseli smo, da smo uspeli s fanti. Res malo še manjka do evropskega prvenstva. Ja, mislim, mi se bomo fokusirali na tisto, kar še lahko mi spremenimo, kar imamo mi v rokah, to je zadnja tekma. Matematika bomo pa prostirali drugim. Ampak v rokah imate pravzaprav vse sami. Ja, sigurno, mislim. Če naredimo dober rezultat, mislim, da bo dobra stvar za Slovenijo. Bivali veselja, kot bi si bili malo oddahnili, da je ta tekma za vami tako, kot ste si želeli? Res nisem skril veselja, zaradi tega, ker sem se zavedal specifike tekme in da je te 3 pike vnaprej napisane v nogometu, ki jih mi radi, na koncu ostane to igralcem in po tej zelo izčrpni tekmi v Franciji so fantje še enkrat več res pokazali karakter in moram pohvaliti pa tudi Ciper. Moramo videti, da imajo neko svojo kvaliteto, 4 točke vzeti Avstriji, verjetno smo na to veliko fante opozarjali, ampak evo, lahko bi bil kakšen gol več, ampak sigurno, da smo zadovoljni z 2-0 in 16 pikami na kontu. Kar dolgo ste iskali ta drugi gol, ki bi umiril situacijo v drugem polčasu. Videlo se je, da ta naval je bil najbrž pričakovan, oziroma ste želeli verjetno to, ne, da ga čim predate drugega, pa se je potem zavleklo malce dlje. To je tisto, kar si želimo vsi skupaj, ampak da enostavno ne gre in tukaj treba potem biti tudi pameten, da ne dobiš kakšen gol iz te želje, da se potem hodimo v zaključek s 8-9 igralci in te kaznujejo, ker Ciper je to naredil proti Avstriji in tega sem se mogoče malo bal na klopi, da ne izgubimo glavo, da ne izgubimo kompasa, ampak enostavni fantje so dosti zrelo reagirali, zelo potrpežljivo čakali na ta gol in uspeli dočakali, poentirali in pripeljali tekmo do konca. Če bi kdo pred kvalifikacijami ponudil pred zadnjo tekmo, da boste v tej situaciji pravzaprav vse v svojih rokah, kako sedaj pričakati tole zadnje srečanje, kar napeto odštevanje bo do vsega skupaj? Pa sigurno, da bo. Zdaj to je že čez en mesec, fantje se vračajo v klubi, zavedajo se svoje kvalitete, zavedajo se, kakšna klapa so, kakšna grupa, kaj nas čaka v Avstriji, kaj nam nosi tiste točke in do zdaj jim res čestitam, tako da jaz tudi sem z velikim veseljem pričakujem tekmo v Avstriji in verjamem v to, da jih lahko premagamo tudi v Avstriji. Kaj vas najbolj navdušuje pri tej generaciji? Njihov karakter, njihova povezanost, to prijateljstvo izven igrišča, ta pristop na treningu, to požrtvovanje za Slovenijo, za slovenski dres, ta njihova želja. Mi smo imeli neke probleme s fanti po tekmi s Francijo, ampak pa tudi so prišli s kakšno problemi z poškodbom, ampak enostavno ta njihova povezanost mi je najbolj všeč, sem ponosen, ker to oni prenesejo na igrišče. Prav en za drugim grejo in grejo do konca, pustijo srce na igrišču, tako da to je pol tist neka win-win situacija in izven igrišča in na igrišču, pa da ne govorim na treningu, tako da na treningu vse gre pa itak vedno 100%. A zna slovenska javnost ustrezno pospremiti te izjemne uspehe generacije? Jaz verjamem, da zna, sigurno jaz verjamem v to, ker enostavno smo zdaj res prišli kar dosti daleč, tako da jaz verjamem, da zna, da se zato ni treba bati fantom, bo že javnost to prepoznala. Kako težko boste vi čakali tole tekmo z Avstrijo? Pa sigurno s temi 3 točkami in s to predstavo v Franciji z velikim optimizmom, ampak enostavno treba bo fante počakati, fante se zdaj vračajo v klube, seveda čaka, da se upati, da se kdo ne poškoduje in da pridejo vsi zdravi in iti v Avstrijo in odigrati na zmago. Srečno, hvala. Hvala. Kako blizu je po selektorju mnenju Euro? Ali kako daleč? Ja, res zelo dobro vprašanje, tako da mi bomo šli zdaj v tekmo z Avstrijo in bomo potem po tej tekmi potegnili črte. Nekih kalkulacij tukaj ni, vemo kaj je Francija, vemo s kakšnimi 2 velesilami se košamo, sploh pa Avstrija v teh mlajših selekcijah je res dominantna in
o Franciji ne zgubljati besed, mi smo se zdaj kle umešali, malo smo ponagajali obema in tako da verjamem, da smo sposobni tudi v Avstriji vzeti 3 točke.